Ko se znajdem v samoti, daleč stran od raja, v vetru sanj moj koledar obrača prazne liste. Ko so dnevi pusta pot, postaje vedno iste. Tu je ona, ki mi svojo roko spet podaja. Mati Marija, Mati Marija. Ob novi maši podarja teti in botri za utrditev v katoliški veri Nečak Andrej. In pa svoj... Šuhe iše, tako da evo že to. Vse dobro. So mi domačiji, družina Lažeta, da bi vedno ostala katoliške vere, vnuk in Nečak Andrej. Ki so še za drugi. Pa ne, ne. In pa ob novi maši spoštovani teti Silvi za utrditev v katoliški veri Nečak Andrej. Tako. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekoma. Amen. In Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tak. Spoštovani sorodniki, sosedje, sovaščani, prijatelji, znanci ter vsi navzoči.
Zbrali smo se pri slovesu od doma. Novomašnik se bo na nek način poslovil od svojega doma, od staršev, starih staršev, brata, sorodnikov, sosedov. Pa ne zato, ker bi odpotoval nekam daleč, ali zato, ker ga več ne bo in ga nikdar več ne bomo videli. Ne, verjamemo, da bo odslej še bolj naš. S tem slovesom se sami skušamo zavesti, da podarjamo našega Andreja cerkvi, vsej cerkvi. To pa smo tudi mi. Sicer pa gotovo se vsi zavedamo, da nas osrečuje le tisto, kar damo, kar podarimo. Žarek v očeh tistega, ki naš dar sprejme, je tisto, kar se naseli v naše srce, v naš spomin in nam vrača veliko več, kot smo sprejeli. Zato je in naj bo v naših srcih veliko veselje ob današnjem prazniku. Predajam besedo gospe Andreji Šoštarič, predstavnici krajevne skupnosti. Spoštovani, v teh nemirnih časih, v katerih se zdi, da skorajda ne velja ničesar več, kar je bilo nekoč sveto in nedotakljivo, se zdi odločitev Andreja Lažeta za duhovniški poklic na nek način celo osupljiva. Ne samo zato, ker se iz dneva v dan spreminjajo družbene vrednote, temveč tudi zato, ker je na Slovenskem čedalje manj tistih, ki jim iskanje poti za Kristusom pomeni njihovo doživljenjsko odločitev. Pa jo bo tako mlad mož, ki ga je sicer misel o duhovniškem načinu življenja spremljala že iz otroških dni, res mogel? Mu bo, tako kot mu je bilo okolje, v katerem je do sedaj živel, vselej tudi naklonjeno za oznanjanje Božje besede? Ali bo zmogel vsa tista bremena, za katera še niti ne ve, da jih bo moral prevzeti na svoja ramena? Mnogo vprašanj torej, na katera ne vemo odgovora. Vsekakor bo šele čas pokazal, kolikšna milost mu bo naklonjena. Vendar je neizpodbitno dejstvo, da je kot prvi otrok mame Hermine in očeta Zdravka privekal na ta svet ob koncu 80-ih let prejšnjega stoletja in da je že od ranih otroških let kazal poseben interes za iskanje skrivnosti sveta duhovnosti, za kar gre poleg staršev zahvala tudi babici Katici, rojeni na Vrholah, in dedku Petru, ki je žal že veliko prezgodaj preminil, že pred 2 desetletjema, deloma pa tudi krajanom Ličnice, kjer ostaja varen dom Andreja Lažeta, ter seveda druge babice Marice in dedka Jožeta. Varni svet domačih, v katerem se mu je 2 leti kasneje pridružil tudi mlajši brat Primož, kjer je preživel svoja predšolska leta, je v neomadeževanju otroški duši zagotovo pustil bogat pečat. Znanja in vedenja o marsičem drugem si je najprej nabiral v podružnični šoli Zgornja Ložnica, zatem pa prestopil prag velike mestne šole v Slovenski Bistrici in pot učenosti nadaljeval v bistriški gimnaziji, kjer je 4 leta kasneje tudi uspešno maturiral. Čeprav mnogi 19-letniki na pragu življenja še zdaleč nimajo povsem jasne slike, kaj naj bi pravzaprav želeli početi v svetu odraslosti, Andrejev odločitev o nadaljnjih korakih ni bila težka. Pogumno je prestopil prag Teološke fakultete v Mariboru in tam skupaj z drugimi izbranci za duhovniški poklic 3 leta poglabljal v svet Božjih skrivnosti, zatem pa usposabljanje nadaljnji 2 leti nadaljeval na Teološki fakulteti v Ljubljani in zastavljeni cilj tudi pred kratkim dosegel. Če tudi poglobljen študij sveta duhovnosti obogati siceršno človeško radoznalost, je poglabljanje v skrivnosti vere zagotovo vseživljenjska pot, za katero se je odločil Andrej. Poseben interes je v času šolanja pokazal za poglabljanje v svet zgodovinskega spomina, kar marsikomu ni dano. Ne preseneča, da je v tej zvezi želel tudi razkriti, kam segajo korenine njegovih prednikov. Nadvse ponosen je, da pripada rodu Lažetovih, ki dejansko izvira iz Dalmacije in sicer iz kraja Ričice. Predniki so prišli v Slovenijo leta 1925 in od takrat dalje jim domačini pravijo preprosto Dalmatinci, pri Dalmatinci.
Četudi se današnji svet globalizira, s sodobnimi informacijskimi tehnologijami pa na nek način postaja vse manjši. Zavedanje o tem, da nekomu pripadaš, še zdaleč ni brez pomena. Če ljubiš najbližje, ljubiš tudi širši svet okoli sebe. In ljubezni ne le do sočloveka, temveč do vsega živega, so Andrejo v rani mladosti uspešno prisvojili. Zasluge zato imajo mnogi, ki so mu pokazali pravo pot in ki jo je vredno hoditi. Posebno naklonjenost mu je vsa leta izkazovala babica Katica, na katero je zelo navezan. Kot otrok je oboževal živali, skrbel za njih, starši pa so bili zato kar nekaj časa prepričani, da bo kmet ali živinozrejnik, torej veterinarski strokovnjak. Skoraj zagotovo je bila ljubezen do božjega stvarstva pogojena tudi s časom izrabe poletnih počitnic, ki jih je tako rad preživljal pri babici in dedku na Ličnici, kjer je skrbel za živino in opravljal vsa kmečka dela. Trdega dela se ni nikoli izogibal, saj takšno zlitje z naravo krepi ne le telo, temveč tudi človekov duhovni svet. Oče ga je naučil delati v vinogradu, rezati trto, ki bo, če bo tako naneslo, zagotovo bogato rodila tudi tam, kjer bo služboval, če bodo le za to dani pogoji, in pripravil še za mnoga druga dela, povezana z vsakdanjim življenjem, kar mu zagotovo ne bo odveč. Na poti do posvetitve za novomašnika so mu ob strani, poleg domači, stali tudi mnogi drugi, ne glede na to, da so bili ostali pogledi na svet, v katerem živimo, zelo različni. Sicer pa se ga učiteljice spominjajo kot zelo veselega, igrivega, navihanega fanta, zabavnega, takšnega, ki zelo rad pripoveduje šale in je znal tudi v bolj resnih trenutkih poskrbeti za vedrost razpoloženja. Da je tako rekoč rojen za navezovanje stikov z ljudmi, je na mnogih področjih angažiranja pokazal že v osnovnošolskih letih, ko je med drugim obiskoval dramski krožek in se še danes rad pošali na račun vloge Pavleka, ki ga je igral kot otrok. Blizu mu je bila nadalje folklora, z njo pa interes za ohranjanje kulturnega bogatstva, pa tudi številne druge interesne dejavnosti. Tisti, ki so ga podrobneje spremljali na njegovi poti, so morda zaslutili, da se bo usmeril v svet duhovnosti. Že od malih nog je namreč opravljal vlogo ministranta, bil nadvse dejaven pri raznolikih mladinskih dejavnostih, ko se je izkazoval kot odličen animator, kot mladenič, ki je z veseljem pripravljal oratorije za otroke. Čut za bližnje, ne samo v besedi, temveč tudi v dejanjih, se na svojski način odraža v nadvse prijetnem spominu babice, ko se je šele kot 10-letni otrok na šolskem izletu ob obisku mlina na Muri spomnil nanjo in prinesel domov kar 4 kilograme moke za to, da bi babica lahko spekla kruh. In vonj za ljubeznijo pripravljenega kruha, ki so ga ustvarile pridne roke babice, zagotovo nikoli ne bo zbledel. Kot tudi nepovezano z bratom Primožem, s katerim sta neizmerna prijatelja, ne glede na to, da se njuni pogledi pogosto tudi razlikujejo. Ne brez pomena pravijo, da je bogastvo v različnosti, le tolerantnost mora biti, pa naj se med ljudmi prepričanja o tem ali onem še tako razhajajo. Svet, v katerega stopa Andrej ob posvetitvi za novomašnika, je po eni strani vse bolj prepleten, po drugi strani pa se kažejo številna razhajanja. S trdo voljo vztrajati na zastavljeni poti, ki zagotovo ne bo lahka, s pridobljeno modrostjo in božjo milostjo mu bo zagotovo uspelo. V veselje vseh nas in vseh tistih, ki jim bo oznanjal božjo besedo. Hvala. Tam, kjer se čuje pesem, slavičkov lepa mila, tam poleg tega gaja stoji domača hiša. Res revna je in stara, morda že prek 100 let.
Danes smo se tukaj zbrali sva tvoja družina, prijatelji, sosedje in znanci, da te pospremimo v novi del tvojega življenja. Življenja, ki je nekaj posebnega. Življenja, v katerem se boš razdajal za druge. Postal si duhovnik. Ko smo se zadnje mesece pripravljali na tvojo novo mašo, sem ob tem veliko razmišljal o najinem otroštvu. O tem, koliko žebljev sva pri Omi zabila vsak les, kjer je bilo le mogoče. O tem, kako sva se igrala po vasi s ostalimi otroci, kako sva v našem vinogradu v koš nabirala odpadno trto, kako sva se igrala, ko sem že omenil enkrat jaslice, ti si bil Jožef, jaz sem bil pa Marija. Kako sem na moj prvi šolski dan šel s tabo na avtobus in kako smo isti dan posadili tole lipo, pod katero smo danes izbrani. In kaj je bilo vsemu temu skupnega? Nikoli nismo naredila ničesar preveč navihanega. Ati še danes pove, da ne more verjeti, da kot otroka nisva nikoli nič razbila. In to je bilo vedno zaradi tebe. Ti si že takrat izžareval neke vrste avtoriteto, vedno si se čutil odgovornega za mene in me, če povem po domače in malo v hecu, komandiral naokrog. Ko si prešel v najstniška leta, te niso zanimale punce, zabave, avtomobili ali kaj podobnega. Tebi je bilo pomembno, da greva ministrirati, da si prebral kakšno knjigo ali pa da si šel na obisk k kakšni starejši gospe in poslušal zgodbe iz prejšnjih časov. Če v slovarju slovenskega knjižnega jezika preveriš geslo duhovnik, dobiš naslednji odgovor. Oseba, ki izvaja bogoslužje. Torej, ki služi Bogu. Ti že skozi celo življenje počneš ravno to. Služiš Bogu. V knjižici, katere avtor si in jo bomo danes vsi prejeli, si zapisal. Hvala mami Hermini, očetu Zdravko in stari mami Katici, ki so mi s svojo nesebično ljubeznijo naslikali najlepšo podobo Boga in Marije. Pa se naj tudi tukaj zahvalim tudi jaz. Hvala vam za vse. In hvala tudi tebi, Andrej, za vsak nauk, vsako pozornost, dolgorivščino in skupno odkrivanje sveta. Sedaj boš počel to, kar si vedno najbolj želel. Bil duhovnik. Želim ti veliko uspeha, moči na novi poti ter ljubezni. Saj ljubezen je tista, ki te bo vedno bodrila in vedi, od nas domačih boš vedno prejemal nesebično ljubezen. Hvala. Prosim svetega blagoslova od Gospoda Boga, Device Marije, vseh angelov in svetnikov, očeta Zdravka, mame Hermine in stare mame Katarine.
Bil sem v 3. ali 4. letniku bogoslovja, ko me je zvečer pri moji osebni molitvi, samo sveča je še gorela pri mojem klečalniku v sobi, obšlo veliko domotožje. In takrat sem vzel pero in papir in dolgo v noč pisal. In takrat je nastala tale pesem. Detinstvo in mladost, kako sta lepa. Življenja polna praznično odeta. Se v rožnih barvah cvetje mlado spleta, čez gričaste vrhole jih oklepa. K venčeslu tja ti po prigode nove, hitiš vsak dan in iščeš pamet pravo, ta med prijatelji pa še postavo, z učitelji odkrivaš in svetove. Popoldne zmeraj pa na kraj ti sveti, kjer pod vasjo svetnica dobra biva, hitiš, da ona ti modrost razkriva in tvojem srcu Božji ogenj neti. Živiš brezskrbno z atijem in mamo in s primožem in sovaščani vsemi, niti ne sanjaš nič o slabem, temi in da v življenju ni zlatole samo. Od Pohorja, Ljubične vinogradov, čez ličencoje in vrhole zate v svet. Veselja, smeha, ure zlate, ob dedu, omah, mnogo je zakladov. Vsak teden enkrat vsaj pa prag prestopiš, spoštljivo prihoškega ti svetišča, kjer strona mati zre sred zavetišča. Ti vanjo si zaljubljen, se zalotiš. Spoznaš ljubezni druge, pa po volji le Božji ni nobena, in učenosti iskat greš v svet, po daru pa modrosti želiš izbrati si poklic najbolji. Kar kot otrok želel si, hočeš biti, saj duša tvoja dobro se zaveda, obraz Mariji mili tebe gleda, za sinom mojim hočeš ti hoditi. Nekoč pa v srcu neseš še v nebesa, vse drage svoje, prihoško Marijo, sorodnike in vso tovarišijo, z vrholj, ko z tega raja greš nebesa. Spoštovani sorodniki, sosedje, sovaščani, prijatelji in znanci, zadržite se še malo tukaj ob kakšnem piškotu in da rečemo še kakšno besedo. In tudi naprej povabljeni na vse novomašne slovesnosti, torej na Novo mašo, na Prihovo ob 10. uri in potem k svetemu Joštu, k večernicam ob 18. uri. Jutri pa bo novomašnik Andrej prav tako pri svetem Joštu daroval zahvalno sveto mašo za vse, ki ste kakorkoli pomagali pri pripravi tega slavja. Zahvalna sveta maša v ponedeljek bo ob 17. uri. Lepo povabljeni.